napeta situacija je bila leta 1978, ko smo se usedli dol po dveh stvarih. Prvič, kaj pokazati, če bomo naredili računalnik Jugoslaviji, da je to res naš, da nismo trgovci, ker so vsi imeli nas za trgovce. In je en se spomnil, naredimo model himne. No in je bil zadružen Majko Munjo, model glasbe da naredim. Potem je bil problem, da če že bomo naredili to za Tito rojsten dan, da naj še naredimo sliko Tita. In spet je bil problem, da ni bilo karakter oziroma teh hierarhičnih procesor in podobno, smo mogli s pikcem in črtcem sprogramirati v tistem času, da je na koncu vse ratal in je tudi Titova slika šla 25. maja ven. Ko smo riskirali, da gremo računalnik dati za Tito rojsten dan, smo imeli dva problema. Prvo, prepričati Jožeta Prosena, generalnega direktorja Elektrotehne, da je ukinil trgovino nasproti gospodarskega razstavišča, kjer smo mi predstavljali prvi računalnik. Tragična stvar je, da se poslovodja obesil, ker smo ukinili trgovino. Ampak delavski svet je videl, da taj mi smo to služili že kot zastopstvo, da so nam odstopili taj trgovini. Tako da brez tega poteze, tedajnega generalnega direktora Elektrotehne Jožeta Prosena, mi ne bi mogli iti naprej. Naslednja stvar, ki je bila zelo pomembna, kako dobiti material, kot repromaterial v tistih časih, ko ni bilo dviz. In tu sta inovacija delala Bračko in pa Breda Stepančič. In da smo mi carino prepričali, da je to, da tist, kar ni cel računalnik, pač pa samo deli, iz katerega bomo naredili svoj računalnik in ga potem predstavili Tito. In ko smo seveda to najavili, se od vedni iz republiške vlade ni upal priti na odgovoritev, razen diverzantske prišel Zvone Dragan in pa rektor univerze Hoček. Vsi ostali so se skrivali, edina novinarka, ki se je bila korajšna, je bila Mija Ripovš, ki sem jaz mislil povabiti, ampak je nisem mogel biti, ki je potem nekaj napisala in so je za kazensko pol poslali v Sarajevo. Ampak dejstvo je, ko smo mi najavili, da bomo naredili za Tito računalnik v leta 1978, je bil v Jugoslaviji šok. Vseh novinarji so prileteli v Ljubljano, kaj so svetile Slovenci izmislili in seveda, če ne bi delali, bi verjetno nas zaprli. Zdaj riskirali smo ogromno, držali smo kontakte z rokami, tako da je na koncu računalnik le zaigral himno in niso šla Titova slika ven. Šok je bil popoln. In seveda zdaj smo s tem prizadeli ta velike firme, kot je bil Gorenje, Iskra, Eniš, Čajevac, vsi so neki hoteli jugoslovanskega dela in vsi so uvažali, vsi so šli licence kupati. No, tako da smo mi potem delali svoje naprej in seveda imeli smo velik softvera že istočasno za digital, ko smo ga delali. Tako da smo mi tole del to služili, da smo lahko pokrili tudi kasneje vse zgube tozdov, ki smo jih priklopili na deltu. In zato je nastala Iskra delta. To pomeni, da jaz sem bil taj v dveh sozdih, smo bili v Iskri in Gorenju. Pa smo, ker je Stipanič nam več obljubil, da bo pač bolj nas podpiral, se je odločil, grem pod Iskro, pod ime, ne pa pod Gorenje, čeprav je Atišek obljubil tudi vse živo, da bomo kot Gorenje isto dobro napredovali. Tako da od tu naprej smo mi zelo dobro delali, kot veste, digital je bil na vrhu z temi svojimi računalniki, mi pa smo sami inštalirali in tudi uvajali vse več našega softvera, tako da smo dobro služili. In ker so vsi partija in vsi ostali videli, da ne rabijo nam dati dobenega denarja, so nas pustili preživeti in so šli naprej potem iz to za delovno organizacijo in ko je šla Elektrotehna v SOS, smo tudi mi kot delovna organizacija nadaljevali. Tako da cela stvar se je potem na bazi teh računalnikov, ko smo jih mi na začetku naredili, pa tega softvera, tudi financirala. Mikroračunalniki, partner, Triglav, vse to se je financiralo iz tega programa. Ker mi smo zasegli prvo univerze v Jugoslaviji
In seveda največji hec je bil, da naš glavni trg je bil, ni bila Slovenija, pač pa 80% je bila Jugoslovanske republike, ki so zdaj države. V Sloveniji so nas vsi hoteli ubiti. Najbolj pa IBM-ova liga, ki je delala preko hudbe, preko tega policije, ki so imeli IBM-ove računalniki, ki smo imeli mi glavne probleme, če smo hoteli s kjerokoli računalnikom naprej. Od tem smo mi začeli. In od tega se je potem stvar razvijala, da ko je prišla polovojaška delegacija, glede na to, da je Tito zahteval svoj računalnik, smo pa mi tudi se dokazali, da le nekaj delamo, ostali pa ne. In pa je zemlja prišel na vlado in so sprejeli zakon. In po tistem zakonu sta se mogla Iskra pa Gorenje združiti svoje tozde k nam. Ne, to ni bilo dobra volja. To sta se mogla, ker so rekli, in ne damo dobenega denarja več. In seveda, kaj je bil pa problem? Mi smo mogli pokriti vse licence, oziroma ko so jih kupili Gorenje za Boruxa, tile za CLC, smo mi mogli z Amerikanci pol to razčistiti in te pogodbe anulirati. Škoda, da ni doktor Topla, da tako nam pa več vlad povedal, ker smo mi se pol matrali, smo iz teh pogodb prišli. No in sami veste, kako se je stvar razvijala. Delali smo vsi, dobili nekaj na uro, pa tak naprej. In smo rasli tako hitro, da niso nas uspeli zadržati. In zdaj so nas, ker smo nekaj delali, kar partija zdaj ni razumela, pa tudi ne vsali stari politiki, so nas pustili, so bili vsak cajt bomo umrli. Vendar nismo umrli, pač pa smo šli naprej in zelo te davč, da sta na koncu, kot veste, prišel Gorbačov v Slovenijo zaradi nas, ne zaradi tega, da bi videl naše politike, to smo se odpravili, da Američano zvedel. Isto tako je indijski predsednik hotel z nami sodelovati, da bi oni delali software, mi pa hardware in da bi pa bili glavni nevrščeni. To je bilo vse dogovorjeno. Ista stvar je bila pol z Rusi, ko so prvi so hoteli kar našega Triglava, s nesreku ne damo in smo dali terminale in so bili zaradi tega vsi nesrečni. Vse ostalo detalje, ko imam drugi zdaj, ki bojo nadaljevali to razlago, povedali, jaz vam samo to okvir hotel povedati. Prvič, da smo edini, ki smo bili vsega začetka financirani sami. Država, bivša, ko je bila, nam ni dala enega dinarja. In v Sloveniji smo bili najbolj grdo vzeti, tu bili samo, vse so se izmišljali čez nas, vse razne štorije, novinari so bili kar razni fasleti pa podobni, prav plačani za to, da so se izmišljali razne štorije v delite taj, ko so nas likvidirali. Srečo pa, da smo imeli eno dobro stvar, da nismo naredili ene napake proti Američanom. In tudi jaz, ko sem bil na MIT-u, sem potem razložil, na kak način smo mi preko servisne dokumentacije prišli tako daleč, da smo lahko bili konkurenčni ameriških firmah. In vidite, od taj naprej enega računalnika se ne da več servisirati, ali da bi dali ven iz Amerike. Znači vse nadaljave diagnostike. Da mi smo igrali taj veliko vlogo. No zdaj pa spet, jaz moram povedati, moja knjiga, ki so jo Američani hoteli meni, je bila prvo sprejeta bolj kot fikcija. Zdaj, ko je pa Trump začel stiskati, so pa vsi vidijo, kam je prišla stvar, da smo mi prav zastavili stvar, ko smo napisali, da je bila to hladna vojna najbolj pomembna, v kateri so zmagali Američani in preko katere zdaj držijo cel svet. Zdaj ne morejo jeti ven ne Evropa, ne Kitajska, čeprav Kitajska poskuša jeti iz tega obroča, vendar ključnih komponent nimajo. In če Američani jim te komponent ne dajo, je bogatstvo to high-tech industrija. To nakratko, da boste vedeli, odkrat smo zrasli in kaj na koncu zdaj pomenimo več spet v tujini, kot pa pri nas doma. Se sreča, da ste nekateri zdaj uspeli vso dokumentacijo spraviti na računalnik in da zdaj se vidi, kaj vse smo mi delali, kaj mi hočejo, vse zadržati se samo na partnerju, kot da drugih način pa software sploh nismo delali.
To sem hotel vam danes povedati v teh 40-letnici, ker je to kratek čas, ampak tudi po tujci, ki zdaj govorijo, smo ogromno naredili in smo tudi zadnji, ki smo propadli v Evropi. Prvi je bil ICL, Bull, Olivetti in vsi ostali prej so jih Američani počistili, mi smo bili pa, glede na to, da smo bili dobre odnose ta zadnji. Hvala. Hvala, Janez. Verjamem, da bomo danes imeli še dosti časa, da še kakšno slišimo od tega, kaj je bilo. Zdaj bi pa povabim Damjana, da ostanemo pa teh začetkih, ko se bo Damjan lepo spomnil, kako je to bilo še svojega pogleda. Izvoli, Damjan. Hvala lepa. Jaz imam v glavnem pripravljene slike o tem, kaj je Janez govoril o naših začetkih, potem o našem razvoju, začetkih proizvodne, razvoju in pa tudi, kako smo postavljali izobraževalni center v Novi Gorici. O programu o tem centru bo pa gospod Nemec potem povedal. Kolega. No, najprej smo bili zastopstvo za Digital Equipment Corporation. Elektrotehna je bila pa ravno tako zastopnik za Ampex. Ampex je bilo podjetje, ki je delalo magnetoskope, potem diskovne pogone in tračne enote. Digital smo pa zastopali na področju računalništva in na začetku je bilo treba tudi skrbeti za vzdrževanje prodane opreme. Oprema se je prodajala v Jugoslaviji na začetku, predvsem na inštitute, potem v bolnice, v industrijo in pa v vojaške namene. Tako da je bilo potrebno to opremo vzdrževati in zahteva je bila, da je to domač človek, da ne pridejo tujci. Tako da smo nekako na ta način prišli do začetnega znanja. No, mi smo imeli vsako leto tudi srečanja tega zastopstva in teli prvi diapozitivi so iz srečanja v Cavtatu in na Lovčenu. Tako da tole je nekako o začetkih v zastopstvu. To je na Lovčenu, to je v Cavtatu, to se gremo na vrh Lovčena, to je pa na sestanku v hotelu. No, tole bo bolj zanimivo. To je pa bil začetek proizvodne oziroma predstavitve Delte 340. To je bil v bistvu procesor je bil od Digitala 1134. Periferne enote so bile od Ampexa, tako tračna enota kot diskovni pogoni. Printer, tiskalnik je bil pa od Delta Products. To so pač ameriške korporacije. No, tele je slika, mi smo ta prvi računalnik delali v bistvu v kleti pod to trgovino na Titovi 51, vmes je bil pa lift, tako da smo naredili sistem tam dol, potem smo ga pa predstavili v ukinjeni trgovini. Zdaj, ti sistemi na začetku so zahtevali tudi klimatiziranje
zaradi tega, ker je vsak tak rek 19-inčni, je generiral približno 2 kW moči, tako da je bilo to treba ohlajati. Diskovni pogoni pri prvi delti so bili 40 megabajtni, pomnilnik je imel pa v kilobajtih, mislim, da 64 kilobajtov je bil ta pomnilnik. No, to je še bolj slaba slika Černobila, to je tudi iz tistega obdobja. To je pred predstavitvijo te prve delte. Kar naprej. No, to je procesor. To je pa potem že proizvodnja. Proizvodnja smo imeli na Linkartovi 51, to smo v bistvu adaptirali eno ukinjeno kurilnico in smo spodaj pripravili proizvodne prostore. No, to je Jože, ki je bil tudi prišel pogledati, kakšne sisteme bo treba vzdrževati. To so ti diski od Ampexa, tam se vidijo trančne enote, to je procesor. No, softverski oziroma programsko opremo je pa razvijal Komunjar, pa Murovec in se vidi pripravo tega prvega operacijskega sistema. To je spet Komunija. No, zdaj bi pa še par besed povedal o razvoju na Karlovški cesti. To smo tudi adaptirali v bistvu en star objekt. To je ekipa, ki sodeluje pri razvoju. To je Boško, on je razvil dvokanalni vmesnik za tiskalnik. Original Digital je imel enokanalnega, vmesnik pa deluje gre na Unibus. To je zopet ekipa razvojnikov, to je Pero, on je razvijal Pero, pa Jovo sta razvijala napajalni del in sta tudi dobila nagrado tega Kidričevega sklada takrat. To je pa neka vojaška delegacija, ki je prišla pogledati naše razvojne dosežke. Pa smo morali tudi narediti en vojaški sistem, ki se je imenoval MORS. Dali so nam tako zeleno vojaško hišje. Noter smo pa sestavili sistem, takrat smo uporabljali že smo uporabljali podobno tehnologijo, kot je zdaj SSD disk, samo da so bile takrat feritni pomnilnik, ker je na terenu, na vojaškem terenu problem gibljivih diskov zaradi možnih napak. To je procesorska plošča, ki je bila doma razvita. Zdaj pri teh zadevah smo imeli določene težave, posebej, ker smo začeli te prve plošče delati, smo ožičevali, prototipne zadeve smo delali s takimi trakci in dokler nismo imeli CAD-CAM sistema, je bilo to precej zamudno. To je procesor, to je komunikacijski 4-kanalni vmesnik, ta je bil tudi razvit pri nas. To je 16-kanalni vmesnik. To je ta odbožko, ta vmesnik za 2 tiskalnika. To je pa memorijski pomnilnik za, to je vse za Unibus. Potem je pa še pomnilnik za VAX-a. To je bilo vse razvito pri nas, na razvoju.
to je pa Memory Management modul. To so pa ti usmerniki, to so switching regulatorji, 5 voltov, 25 amperski, ker pač ti naši sistemi so pač rabili v tistem času veliko energije. To je pa razvoj prvega ohišja zaslonskega terminala, ki je bil emulacija VT100. In to so pa ti terminali Kopa 2000 pa 3000. No, to je pa na gospodarskem razstavišču, ko smo pripravljali razstavo. Mi smo imeli v razvoju tudi modulni repair center, ker sprva koncept v vzdrževanju je prišel do tega, da ni treba več popravljati ali pa iskati napake na terenu z osciloskopom, ampak se zamenja module. Tako da smo v okviru razvoja se je bil ustanovljen tudi center za popravilo modulov. No, še morda par besed o tej Novi Gorici. Mi smo tam prevzeli en objekt, ki je bil v razpadlem stanju in smo potem iz tega naredili šolski center. To je na začetku, to je drug del, to je ekipa na strehi. Problem je bil v tem, ker je bila streha plastična, nosilci so bili pa jekleni, in pol je tista streha razpokala. To je pa, mi smo pa dali normalno dvokapnico, to je vhodni del tega centra, to je, se vidi v zadej, prejšnja streha pa ekipa, ki je del ekipe, ko smo tam delali. Cele bi pa še rad pokazal, ker je Avi tudi naše sodelovanje na teh tekmovanjih. To je bil naš balon. To pa ni treba. Hvala lepa, Damjan. Verjamem, da imamo še ogromno zgodb, ki jih bomo bolj slišali. Vse pa prosim, da malo potrpimo, v tej dvorani nas je veliko, ozvočenje imamo, kakršno smo si ga lahko privošali, mogoče naslednje leto dobimo kakšno dvorano v Cankarjevem domu, kot smo že kdaj enkrat bili, ne pa bo malo boljše. Tako da zdaj pa vabim Bufija, da... Cankarjevem domu. Kaj? Zdaj smo že bomo. Ja, si že A to je tvoje? Ok. Ponovno, ne, ponovno situacija tako je. Ja, hvala. Torej, kolega Rožič mi je rekel, bodi kratek, samo 5 minut, govori samo o softveru, jaz pa nisem mogel iz svoje kože. In zato sem želel pokazati malo bolj globalno sliko in v to sliko komponirati, kje je bil softver. No, če bi danes štartal v današnjem času, bi se sprašal, kaj je potrebno za dobro podjetje. Kaj naredi, če si neka mala start-up delavnica, pa bi rad postal veliko industrijsko podjetje v svetovnem smislu. No in bral sem malo te revije Finance in odpiše tale ideja od Janeza Škrabca, tega eminentnega menedžerja, da ključno je v bistvu motivirati ljudi, da postanejo del plemena firme, da govorimo o plemenu, da čutijo to pripadnost. Se pravi, da se morajo poistovetiti s pripadnostjo, s kulturo nekega podjetja in seveda poleg tega rabimo še neko strategijo. Ta strategija mora biti 5-letna, 10-letna, mora biti neka jasna vizija, kam hočeš priti, pa čeprav se pa ne odvija tako, kot želiš, jo imaš strategijo. No, in mi smo štartali takole v kotlovnici, hoteli pa smo postati industrijsko podjetje na področju informacijskih tehnologij in to ne katerokoli, eno ta boljši. No in imeli smo enega Janeza,
kaj je upelo pleme deltašov, za svojo kulturo, in če ne bi imeli te kulture, ne bi bili taki pripadniki, tudi danes ne bi tukaj sedeli. No, pa gremo še naprej. Imeli smo strategijo naprej. In sicer strategija je bila, kako narediti računalnik. In smo se spraševali, kaj znamo, kako lahko to naredimo. Mislim, da so pa tu osnovne komponente lastno znanje, to je ključno, lastno znanje, ki je izviralo iz fakultetne izobrazbe, ki je izviralo iz nek servisov, iz nek izobraževanja pri OM partnerjih, se pravi, mi smo posod, ne bom rekel ravno pili znanja, ampak smo tudi kradli. Vse, kar smo prišli pod naše tace, je zginilo z nami. No, in bil je ta OM pristop in imeli smo svoj koncept, svojo arhitekturo, Iskra Delta arhitekturo. Naprej. Rad bi poudaril ta pomen kadra. Ti lahko imaš kapital, lahko kupeš stroje, lahko kupeš tovarne, ne moreš pa dobiti na kup dobrih ljudi. In mi smo imeli izjemen tim, ali bom rekel time, ampak mi smo enota in imeli smo izjemne posameznike. In rad bi poudaril, da smo se odlikovali po pripadnosti firmi, po mladosti, po znanju, po želji, da čim več zvemo, in tisto, kar je bilo za razvoj Delte ključnega, je bila ta inovativnost. Jaz mislim, danes ne bomo mogli omeniti prispevka vseh posameznikov, ki so pa ključno prispevali k razvoju Delte. Namreč, malo kasneje bom razložil, ko hočeš en produkt dati na nek trg, potem rabiš ogromno enih sodelavcev in vsak mora svoje delo upraviti za odliko. Gremo dalje. No, to je bil ta prvi tim, to še iz časa elektrotehne, to je bilo 30 komadov zmedenih mandlcev, ki so se vrgli na proizvodno domačega jugoslovanskega računalnika. Ta tim je potem prerastel v 2000, pa še preko ljudi. To so vsi te, ki ste danes tukaj prisotni, ki ste naši kolegi. Gremo dalje. Bila je tudi strategija. Jaz mislim, da moramo omeniti to strategijo. Desno o licencah sploh ne bom govoril. V licencah se je izgubljala Jugovina, ta podjetja, ki jo niso imela šans pod licencami karkoli svojega narediti, se usmosvojiti, razdeliti delo in tako dalje. Mi smo imeli, mislim, da je tema podariti to znanje in pa OM koncept. Mi smo imeli lepljenko, mi smo iz modulov sklopov delali sisteme in tukaj bi rad podaril, ne gre samo za sklope hardvera, isti koncept velja tudi OM, tudi za v bistvu proizvodnjo softvera. In bom tudi pokazal, kje se dotakne ta koncept in ta filozofija softvera. Ta OM razvoj je omogočil vsak dan večji lasten razvoj, omogočil je zato, ker so imeli lastne izdelke možnosti izvoza in kar se mi zdi ključno, pa naši politiki prej niso razumeli, pa mogoče tudi danes ne razumejo, ampak ta platforma, ki jo je v bistvu Janez koncipiral, je bila tista, ki je omogočila jugoslovansko sodelovanje, delitev dela na področju razvoja, proizvodnje in pa storitev. In še več, mi smo se obrnili od samega čistega računalništva, od hardvera in pa sistemskega softvera, ki samo uživlja računalnik, smo se obrnili v uporabo računalnika. To mislim, da je ključno. To je bilo prelomno, ostali v Jugoslaviji tega niso delali. Mi smo se odločili, da gremo v informacijsko družbo. Mi smo šli v aplikativni software in pa šli smo v inženiring. In tu so bili pogoji dani sodelovanja z nosilci tehnološkega razvoja. Se pravi, zakaj ne jeti z nekimi dobrimi bančniki, če delaš koncept bančne branže? Monopola, bi rad omenil, čeprav so nas skozi učitelji ni bilo. Jaz nisem videl nobenega vojaškega projekta, nobenega policijskega naročila, nobene javne uprave, nič. Sam pogleda pod noge. Tu je koncept Iskra Delta arhitekture, začne se s hardverom, s temi elementi, o katerih je že govoril Damjan in bo še ostali veliko govorili. To gre od modulov Paka, serije terminalov do Partnerja, Triglava, Adria, Geminija, velikih sistemov. Gre tukaj za lastno pot iskanja, kako naprej. To so bili projekt paralelni sistemi. Potem imamo koncept sistemskega softvera in komunikacij, ki uživlja računalnike. Ta je tekel od CPM+, pa do MS-DOS, tiskrat v Windowsih še sanjali nismo. A nismo niti vedeli, da bo MS-DOS nadvladal ali ne. Mi smo imeli več src v naših računalnikih. Nismo bili čisto sigurni, kaj se bo točno zgodilo.
pa do delta N, delta V, posebej tako dalje, in razmišljali smo o Deltixu, to je o operacijskem sistemu na Unixu. No, tisto, kar bi danes rad pa poudaril, ki se mi zdi pa nadgradnja računalniškega sistema v informacijski inženiring, ki postala podjetja v Jugovini niso imela, mi smo, če to danes gledamo, pred 30 leti, že se odločili, da gremo delati programska orodja. Mi smo se pred 30 leti odločili za koncept podatkovne baze. No, in tu dalje imamo še aplikativne programe inženiring rešitve. Marketinga, izobraževanja, ostalega ne bom omenil. Gremo kaj dalje. Rad bi podaril pomen programskih orodij. Če hočete hitro dobro razvijati, rabite programska orodja. Če hočete imeti sistem večjih aplikacij, rabite od zadnjih podatkovno bazo. Danes vsi moderni sistemi imajo podatkovno bazo. Mi smo že tiskrat podpisali licenco s firmo Syncom za Total. Murči in njegova ekipa je ta Total prešlatala, predelala, premotivirala, tako da smo hodili na konc prodajati rešitve od Murčija v Ameriko, Američanom, tistim lesnikom Syncoma. Upravljali nismo nič, smo se posvojili na bazah podatkov. Tem smo dodali lasten slovar, to je bil ta leksikon in pa programska orodja. To je ta Krogen in pa tudi Formatix. Mi smo še ostale software. Recimo za procesno tehniko je bila SCADA, to je bil ta od Anderson Gera nadzorni sistem za vizualizacijo kontrole energetike, recimo. Mislim, so soške elektrarne imajo ta nadzorni sistem. O tem ne bom šel v detajne. Omenil bi mogoče samo Formatix. Formatix je bil domač produkt in mi smo Formatix želeli prodati v Ameriko. In rad bi tukaj zdaj povedal, kaj pomeni ta inovativnost. Ni dovolj samo razvit program. Treba je narediti dober priročnik. In mi smo se srečali tu prvič, ko smo že v Ameriko s tem, da rabimo technical writerje, da moramo napisati priročnik tako, kot ga Američani vidijo, ne to, kar mi v Jugovini bi radi imeli. Mi smo se mogli prilagoditi ameriškemu trgu, smo tudi zato imeli ustrezne kadre. Morali smo izdelati dokumentacijo, prodajno dokumentacijo, te leaflete, da smo lahko nekratko in jedrnato povedali, kaj pravzaprav prodajamo naprej. Rabi smo licenčno pogodbo. To, kad smo mi kot slovenska firma, a pa jugoslovanska tiskrat, dejali v bistvu licence Američanom, kupcem, tem, ki so hoteli testirati, gledati naš sistem in še naprej. In rabi smo tudi ameriški cenik. To hoče sam to poveda, da smo se mi kot firma skozi svoje delo počasi obrnili od čistega uporabnika tujih programov v lastno pot in če bi še dalje eksistirali, če se to vse zgodilo pred 30 leti, kje bi danes bili. Gremo dalje. Druga stvar je, veliko je bilo govora o tem, ali ima Delta aplikacije ali ne. Delta ima ogromno aplikacij. Mingrede, Formatix je tukaj ta knjiga, ki smo jo delali in katalog je pa tale knjiga. Vsako leto je Delta izdala takle katalog, not so kratki opisi vseh naših aplikacij, posameznih programskih rešitev in tisto, kar je ključno je, da smo mi te rešitve spravili v koncept branž. Mi nismo ostali na posameznih rešitvah, ampak smo enostavno šli v koncept inženiringa, se pravi, to je pa nadgradnja, to pomeni v določenem področju najdeti globalno, kompleksno rešitev za neko podjetje, ali pa za neko industrijo. No, in to je kazalo, v branži ne bi hodil, ker je bilo preveč, gremo dalje. Še eno naprej. To je samo spisek, samo imena teh softverov, ki smo jih imeli v tej knjigi, ki smo delali. Naj samo rečem, da SCADA je samo ena linija tukaj na temle. Financija so spet samo ena linija, bančni sistem je samo ena linija. Hoče reči, koliko je bilo tega bogatstva. O tem nismo, ki je veliko govorili, in očitno tudi nismo dovolj popularizirali. Ker to je bila bistvena prednost pred ostalimi računalniškimi firmami v bivši Jugovini. Gremo dalje. No, tukaj je iz knjige ven pokazalo področje gostinstva in turizma, ker je kratek opis, in pa tukaj na koncu našteti vsi tisti programi, ki pridejo v upoštev pri gradnji globalnega informacijskega sistema v turizmu. Gremo dalje. Potem bi pa še nekaj rad rekel. Danes je Microsoft NT konferenca. Vsi letajo ta dol in tako naprej. Mi smo pred 30 leti imeli tako konferenco v Ljubljani in sicer je bila to ista Delta letna šola v Cankarjevem domu
ker je šlo za koncept predavanj, ne samo deltašev, ampak tudi vabljenih partnerjev, kjer smo pokazali stanje, kje smo, kaj smo naredili v tekočem letu in napovedali smo kratkoročno vizijo, kaj želimo, kam gremo, razmišljali smo, kje je budočnost. In bila je ta letna šola pospremljena še z malo razstavo zadnjih top izdelkov. No, to je tale iz letne šole zagotovitve, to je Tit Urošek, ki se je prizadeval okoli marketinga, Saša, ki je bil po službeni dolžnosti, ko rekoč šef izobraževanja, mogo biti zgan, in pa Janez tudi kot tak, jaz sem pa nakladal, no? Gremo dalje. No, to je ta zbornik, po vsaki letni šoli smo mi izdali zbornik teh domačih in tujih predavanj, to so bile take knjige, tako da ne bi nekdo rekel, da tega ni bilo, to vsako leto je to bilo. Gremo naprej. No, in tukaj imamo sam kratko vabilo na tak seminar. Vidimo, da je bil trodnevni seminar, da smo govorili na tem konkretnem, ta je bil 7.9.1989, smo govorili o branži v industriji, v turizmu in v bančništvu. Drugi je v četrtek, je bil pa debata na tematiko Unix, ki samo kaže, kako smo razmišljali, da potrebujemo drugačen operacijski sistem, bolj neodvisen, in smo mislili, da je Unix tista prava varianta. To je bilo stanje pred 30 leti. Petek pa je bil vodno gled v razstavi, zdaj pa hitro naprej. To je tisto vabilo, nič posebnega, sem kažem, da je ta dokument bil. To je Delta 800 z terminali, Pako, živo v hišju Triglava, ta dizajn, ki ga bi tudi rad poudaril, to pomeni, eno od inovacij je sigurno dizajn. Mi smo se trudili iz tiste grobe kope, nepake, preidati v nekaj boljšega s Triglavo. Ta dizajn na Triglav smo prenesli na kompletno paleto na celotni sistem. Dalje. Tukaj je recimo mali Piccolo, to je bil tak sistem z natičnimi diski, ki je omogočal, da smo v njega ugrajevali Triglav module. In je bil tako multi-user, z doma dva ekrana. Gremo dalje. Bili smo sposobni tudi na bazi lastnih konceptov razviti računalniško podprte naprave. To je konkretno EKG. Mislim, da je glavni katalovado na njem bil Pungričar. In tukaj ne gre sam za hardware, gre tudi za software. In pravzaprav je škoda, da nismo teh zadev speljali dalje. No, tu sem nakladal na tisti konferenci, dam pa kazal te izdelke, gremo še naprej. Evo, rad bi omenil še enkrat pomembnost vseh posameznikov, ker ko hočeš iti na ameriško tržišče, rabiš nekoga, ki zna pisati knjige. Mi smo razvili tehnologijo pisanja knjig. Vasja Herbst je naredil čudeže, bi rekel, v marketingu. Ti naši pravniki, evo, naš Pučnik je pa izdal še knjigo o softveru. Hočem reči, da treba cent dela vsakega od deltašev, ki je danes tu, pa tudi tisti, ki jih ni. Vsak od vas je bil inovator, ne samo tisti uradni pa veliki projekti ala Kitajska. Ne bi bilo Kitajske, če ne bi bilo te drobnega mozaika Lego Fox. Gremo dalje. Evo, mojih 5 minut je izteklo, to je bilo verjetno po Einsteinu nekoliko raztegnen čas. In dobil sem zlato plaketo Delte. Ok, hvala. Lepo si nam povedal. Zdaj pa prihaja Janez. Še vidim. Naprej. Torej, ena pomembna linija del tega mikrofon, pa seveda proizvodnja. Zgodi. Aha, ok. Lep pozdrav vsem skupaj. Aha, Vanja je že pripravil. Jaz bi pa zdaj probal kar nadaljevati s tem, kar je Vanja začel. Da ta software nekam naložimo, ga moramo pa imeti neki hardware. In jaz se bom zdaj dotaknil tega hardvera, mikroračunalnikov, ki smo jih mi delali v tisti skupini, ki se je Delti priključila, skupaj z enim delom, ki je nastal tudi v Ljubljani. Zdaj, po 40 letih, ko malo gledam na celo Delto, pa ko imaš nekaj izkušnje tudi iz podjetništva ali pa iz sveta, sem razmišljal, da Delta sploh ne bi smeli
pahniti v stečaj. In tile vzroki so, ker je imela zelo širok in atraktivni nabor izdelkov. Do softverih je živanja povedal. Mi bomo kasneje videli, kako široko paleto izdelkov smo imeli za različnimi platformami. Če bi takrat malo naše vodstvo, ne vodstvo Delte, tudi ostali, ki smo imeli vpliv, malo razmišljali naprej, lahko Delta še danes bila pa zelo uspešna. Trženje. Eno je razviti izdelek, eno je pa tržiti. Zdaj recimo, ko sem imel svojo firmo, je ta vložek na trženje ogromen. Mi smo pa takrat prišli za vzhodnji Evropi, na zahodnji Evropi, v Ameriki in to Bog ne daj uničiti. A žal so nekateri to potunkali. Marketinško dokaj prepoznavno. Na koncu boste videli, zdaj ko vidimo, kje so računalniške firme vse sponzori. Na koncu naslednjih slajdih boste videli, kje je vse Delta bila. Od Planice, do Kranjske gore, do univerzijade. To smo vse imeli in marketinško smo bili zelo močno prepoznavni. Pa to, ker je imela zelo dober izobraževalni center. To, kar je Vanja govoril. En te konference v svetu, vse velike firme imajo svoje dele, Google ima svoje dele, Apple ima svoje dele. Na istem nivoju smo, to se pravi, toliko let nazaj je bil gap med Iskra Delta in ostalimi zahodnimi firmami zelo mali. Glede, zdaj je ta razlika že zelo velika. To smo bili. Ker je njena zadolženost bila nizka. Mogoče smo imeli neke likvidnostne težave. Če zdaj sam pogledamo eno firmo, ki vsi poznate Tesla. Tesla je mnogo bolj zadolžena, pa jo vsi še podpirajo, pa vsi gledajo. Ni bilo smisla, da Delta uničiš. Ni. Tesla je ameriška. No, ja. Ampak tlele, je bila več kot samo računalniška firma. Iskra Delta ni bila samo računalniška firma, ni bila samo informacija. To je bil ekosistem, kot je Vanja rekel. Proizvajali smo software, proizvajali smo hardware, imeli smo svoj izobraževalni center, ki je zelo pomemben, in ogromno partnerstev po celi Jugoslaviji, ki so delali na naših izdelkih, ki so bile osnovna platforma. To so vzroki, lahko greš naprej. Zdaj sem vam skozi to platformo premaknili, samo da osvežimo, kaj je vse Iskra Delta delala na mikroprogramu. Zdaj, če pogledamo, imamo dva računalnika. Levo je Iskra Delta 80, pa mikroračunalnik partner. Iskra Delta 80, to je dediščina še iz Iskre, ki smo se združili. Ampak so bili na tem računalniku tudi neki zanimivi programi, zato smo pri racionalizaciji proizvodnje smo ta izdelek pustili naprej. Ena zelo močnih programov je bila emulacija IBM terminala, kjer so lahko podjetja kupili ta sistem za mnogo nižjo ceno, kot je bil IBM. Zdaj je Zvone Duplančič, če bi tisti, ki je ta software pisal. Sam povem, da mi je nekje ena nemška firma kakor klicala, če bi ta software emulacijo na črno prodal. Takrat je bilo zelo atraktivne izdelke smo imeli. No, na desni je partner, ki je bil pa mikroračunalnik, ki se je proizvedel v največjem številu. No, zdaj je še enkrat mikroračunalnik partner. Če pogledate njegove karakteristike, v primerjavi zdaj so dokaj skromne. Ampak za tisti čas je bil zelo dober. Ko je Delta razpadla na operacijskem sistemu CPM, je dosti naših kolegov ali pa kolegic razvilo dober software, da v tem vsake pomoči, kjer so obogateli. In ta software je tudi Delta imela. In to je zelo žalostno, da nekateri niso tega zaznali. Kaj nam je že predanjeno za čas? No, ko je bil pa še en računalnik, to je bil pa Iskra Data 1608, to je tudi dediščina še iz Iskre, ampak ker so bili neke zanimive programi gor, ni bilo smiselno, da pripisujemo v partner, smo ga tudi še nekaj časa proizvajali, dokaj se ni izmihal. No, to je pa že
Iskra Delta Triglav, to je pa plod skupnega razvoja vseh ekip, in ljubljanske, in kranjske, in iskrske, in je za tiste čase bil izjemno inovativni. Če vete, zakaj smo ga imenovali Triglav? Imenovali smo ga Triglav zaradi tega, ker je naš vrh slovenski najvišji. Drugi pa zato, ker je imel noter v jedru 3 različne procesorje. Intel 80986, Motorola in pa J11. To je bilo za tiste čase unikatno in daleč od spredi in bi omogočalo, da bi na tej platformi vse te različne software lahko zelo dobro implementirali in pa tržili. No, to je še Triglav. No, tle je podobna ista slika, ko jo je Vanja dal. To je, tega se pa vi mogoče malo manj spomnite, Iskra Delta Piccolo. Zdaj, ker Triglav je bil bolj kot grafična posaja, včasih se pa rad strežnike. In tle smo ga spravili v srednjično obliko. To se pravi, v Iskri Delti je bilo izjemno mnogo inovativnih idej, pa rešitev, pa zelo hitro so se vsi inženirji odzivali na potrebe trga. Zelo hitri smo bili. Še naprej tega sem čez. No, poleg Piccola, ki je bil na osnovi Unixa, DCM, J11, smo naredili Piccola tudi AT. To smo se takrat, ko je MS-DOS prišel, se je bilo treba zelo hitro preleviti iz CPM-a na MS-DOS. Zdaj smo imeli časih debate, CPM ali MS-DOS. Vanja je dokrat rekel, ni bistveno, aplikacija lahko je CPM ali MS-DOS. To so tudi mi mislili, ampak na koncu je tak marketing ali pa je tak velik player na trgu, te potegni. In to nam se IBM z MS-DOS-om je potegni. Ampak hoče reči, kljub temu, da smo mi bili na CPM-u, smo zelo hitro reagirali, v zelo kratkem času. No, tle je svet AT v nekem drugem ohičju, v nekem drugem obliki, zraven je pa prospekt. Se pravi, tako je Vanja rekel, nisem, da ga narediš, tudi prodati ga moraš, tudi moraš opremiti dokumentacijo. In mislim, da nazaj gledam, včasih pogledaš kaj od koga drugega dobiš, smo bili zelo visoko. Tam je bilo treba samo še Delto malo podpreti za nekim likvidnim denarjem, pa bi krepko osvojili vse. No, tle so pa plošče, podobne, koliko jih je Damjan pokazal za Delto 8, pa Delto 4, to so pa, več nazaj, to so pa tiskana vezja Borg za Triglav. Te so pa isto poskušali prodati, če že delamo za svoje sisteme, na ovem trgu. In so že prišli neki indici, zanimanje za te plošče, ampak žal, da se prej doletela nesreča. Ker se Intelov motherboard od Motorola ali pa od Deka. Dosti zanimivo. Vse plošče so bile večni vojske, 6 layerjev in vse so bile narejene pri nas v Kranju v Iskri Delti. Pa še naprej greš? No, kaj ne, greš še naprej. No, poleg vseh mikroračunalnikov so delali tudi partnerja, ne papo, ali še prej. No, največje število partnerjev je bilo 2000. Cena enega partnerja, če se kot spomne, je bila kot cena Renaulta. To je pač prostor proizvodne, kjer smo jih 50 ali pa 60 delali na enkrat. Prosim? To je reči, da vej, da bo videl. Aj, greš naprej. Ne, to se pravi, da se je splačalo, bi se to ohranili. Imaš nekdo izdelke, ali pa nabor izdelke, vsakim RBC, vsako maržo, to ne ukinjaš. Če sam vidiš, kaj do tam gre svet. No, to je vse testiranja. No, to je pa proizvodna Triglav. Se vidi. No, Triglav je bilo okrog 500, letni plan. No, cena, $7500, minimalna konfiguracija. A pri čebetinarjih 6,9, da nas malo spodbudim ljudi, ali pa
popeljem v tiste čase. No, to je pa živo proizvodna v stegnah. To pa niso ne Triglavi, ne partnerji, ampak to so pa mini računalniki, da ne vem, ali so delita 400, ali so delita 800, ali so mikrovaksica, ja. No, tukaj, jih je kar neki, ti čaka, da jih odpravimo. Naprej. No, poleg vsega tega so imeli proizvodno. V tiste časa smo imeli eno najbolj sodobnih tehnik naprav. Ko ti postaviš en tak motherboard, pa ploščo narediš, s tolikimi povezavami je zelo težko tudi ugotavljati napake. No in se je bilo v stegnah inštaliran genrat, ker so naši fantje vsako tako ploščo testirali, tudi termično obremenili in pregledali. No, to je še ena slika, da je malo bolj. No, kje se je bilo? Zdaj, ne vem, vsi verjetno ne vete, ampak delta je bila zelo razširjena po celi Sloveniji. Proizvodne lokacije so bile v Kranju, v Gorenju, na Ptuju, v Šentjaku, na Avstrijskem Koroškem, v Ljubljani in pa začeli smo sodelovanje z Novi Kabel Novi Sad. Tam smo že montažo partnerja, to je Toma Đorđević rekel. Pa smo se pogovarjali z semaforjem v Skopju. Pogovore so bili tudi z drugim ratom iz Splita. To je bil tisti koncept, od katerim je manj govoril, vizija je bila. Tukaj je imel Janek smo ostali, to platformo, te softvere, čim večkrat narediti ponovljivost. In to je najlažje spati. No, zdaj, poleg tega, ko sem rekel, da smo bili tržno zelo aktivni, smo sodelovali tudi v evropskih sejmih in tudi dobivali razne nagrade. To je nagrada iz Leipziškega sejma za odlični izdelek, ki je bil tega. Sedaj, da je bilo prepoznano že kot nekaj, kar ima neko zelo visoko dodano vrednost. No, to je tudi na Cebitu, Triglav štand. No, to je tisto, kar je Vanja rekel. Kot partnerja ponujamo kot partnerji. Da so lahko partnerji razvijali implikacije na naših partnerji. To je ta EKG. Postavitev izvedenih sistemov. Toma Đorđević pa Malejšek, ki sta prodirala na vzhodne trge, sta po dolgem času takrat začela kar žeti uspehe in je bilo že kar nekaj pogodb. No in ena taka večjih pogodb je bila, ko smo jim postavili instalacijo v Solikamsku, Permu, Moskvi, Bakuju. In bila je ekipa 13 inženirjev iz vseh republik. In Sloga Sada, Zagreba, Beograda, Slovenije, brez nekih nacionalnosti in smo uspešno postavili te sisteme. No in to je prečena večerja v hotelu Moskva, da smo se počili malo. No, to so tudi v ruskem časopisu, kot gospodin Mukerček, so napisali, je bilo objavljeno, da je 13 jugoslovanskih inženirjev postavilo nek sistem. To odbete, da je bil to za Ruse zelo velik dogodek. Kaj so mi že takrat znali, to je skoraj neverjetno. No, pol pa sem rekel, da prepoznavnost Iskra Delta podpora športnim prireditvam in ostalim družbenim dogodkom. Smučarski skok, množični dvig, smučarske tekme, zimska univerzija, atletika, svetovno prvenstvo na članju, vodja projekta je bil Božo, to pa je računalnik je bil, treba je bil celo v filmu. In no, in mi vedi, da smo bili visoki v vseh družbenih strukturah, teda je bila prepoznavnost zelo visoka. No, pa ne samo to imidž, ki se ustvarja imidž, to je ekipa, ki je podpirala balkanske igre v Ljubljani. Vsi enotno oblečeni, pa še nekaj zanesljivost takega sistema je mogla biti zelo visoka, to je v realnem času, to ne morem trkati. Tako da se vidi sposobnost teh naših ekip in tudi sposobnost opreme. No, polje zimska univerzija na Češko-Slovaškem. To je pa eno srečanje, ne vem, je bil zbor delavcev, zbor česa v Novi Gorici, kjer skupina iz mikroprograma se pogovarja z Vanjo Fonom. Mislim, da tistam zrad, da sem pa jaz, ampak nekaj temen sem, tako da se ne prepoznam.
No, se tudi poslušate zaskrbljeni direktor Jane Štrbe, pa zamišljeni Vanje Buffon. Tako da malo se spomnimo. No, tako smo že rekli, zdaj lani je pa Slovenska pošta izdala znamko, kjer je Triglav upodobljen kot eden najboljših dizajnov v zadnjem časovnem obdobju za industrijsko oblikovanje. To lahko rečem, da je to zelo velika čast temu produktu ali ekipi, ki so to videli. No, ampak kljub temu, da je da nismo šli, je neki dediščina Delte je. Takrat, kot je Delta razpadla, je nastalo množica zelo dobrih računalniških firmi, ki so delovali naprej. Ampak kje so te delovali? Kje so spili? Na osnovi znanje, tega ne moremo spiti. To je pa tudi kar neka lahko ponos na tole stvar, da top firm dobro dela. Še naprej. No. Na koncu pa, bilo je lušno. Očitno zato nas je vedno toliko. Jaz verjamem, da smo že nekateri malo našli vprašanje, ampak to, kar je bilo še sestanek, je bilo še sebi seveda zelo pomembno izobraževanje. Zdaj vabim Jožeta, da res v 5 minutah pečeni fanti proizvodnje budi se zamuja tudi proizvod, se ga budeš koliko časa razgovoriti. Ja, mi smo morali to brez tožiti. Ja, tako, zdaj zato računam na lepo, ti se mikrofon zdravo, mu zdaj. Ja, seveda ne. Se moram meni, a dela, odlično. Jaz bom pa zdaj bolj kratek, moja prezentacija bo bolj turistična, čeprav je bilo veliko strokovnega dela, ampak slike za instalacije, iz instalacije računalniških sistemov imam samo nekaj, ker so me Kitajci kupci oziroma Kitajca stran, da je grozno prosila, da me snimam preveč v notranjosti računalniških prostorov, kamor smo postavljali sistemi. To je zaključek. Vidi se, da je vseh 14 nodov bilo odlično postavljenih, da so uživo delovali, kar je predstavljalo seveda uspeh ob primopredaji sistemov 21. maja leta 1985. To se pravi, pred 32 leti smo to napravili. No, to je zaključni protokol, ki ga je podpisala Kitajska stran in v strani sledite pa Viktor Mrakinjevs. Priprava projekta je bila dolga, začela se je z pogodbo 30. maja 1984, potem priprava proces 84. leta, potem došolanje kitajskih strokovnjakov v Ljubljani, v Novi Policiji, potem smo strokovnjake tudi za servisni center, ki so živeli v Bledu, v hotelu Lev. Potem smo pa seveda imeli delegacijo kjer smo pripravljali na Kitajskem projektni načrt, cikladne instalacije, podpis anekso po pogodbi, ravno po 20 dan leta 1986 se je bilo izgubilo in sledila je predstavitev platforme v Cankarjevem domu. V Cankarjevem domu smo postavili platformo, tu je oblika ekipa X-Delete vzpostavili na mrežo, dokazala energijo indeksu, ki je imel nalogo, da napravi tako imenovano softversko rešitev za energonet mrežo, tisto mrežo. Mi smo pa inovativno rešitev z delta-netom, oziroma ki bi precej imeli tekmet.
In 10. aprila je bil dostavljen opremo v Beograd in avionski prevoz v Peki. Pri pristajanju aviona, ko je bil ogromen avion, ki se v ruski proizvodnje, se zgodila v Beogradu huda okvara, razneslo je 3 gume, ena je bila poškodovana in avion ni bil sposoben dovolj kompletne opreme in s prevečenimi velikimi žebri pripeljali v Beograd. Tako je bila oprema začasno skladiščena v Beograd, v Turčijo in šele potem po 10 dneh, ko so prišle rezervne gume za ta avion, je bila odpremljena v Kitajsko. Kitajci so potem z veliko pazljivostjo distribuirali sisteme na končno lokacijo in ekipa, ki je v Teku in nekaj dni kasneje, je lahko začela z instalacijo. No, to so slike iz šolanja velikih delti, potem v Sarajevu, tako naprej. Iz Erke Mostar, mislim, da smo šolali 42 kitajskih strokovnjakov v Sarajevu, Ibrahim Aršami, to dobro gre, ki pa je Ibrahim. No, ne povem, če na hitro zgodbo o Ibrahimu, na Kitajskem v tiste čase najbolj popularni film Walter Pravi Sarajevo. In ko so zveli, da je Ibrahim iz Sarajevo, je skoraj vsi užival v enake časti, kot se ta enak film na Walter. In na račun tega smo seveda odlično živeli, imeli smo krasne izlete, predvsem bi zaslužili Ibrahima, ki so ga nekoliko z veseljem poslušali, gledali, občudovali in tudi čestili. To je, mislim, da je v Sarajevu tudi, tam je gospod z rogami, je Alma Džinčič, Ibrahim Košo, a je Alma? Ja, ok, ona je skrbila za kompletno logistiko kitajskih ekipov v Sarajevu. To je tudi ena slika iz Sarajeva, tudi iz Sarajeva. No, pomembnega leta maja 85, smo potem v ekipi, v kateri bi bili tokrat Vlada Špraha, več vršil Andrej Erman Dadič, začeli v maju 85 pogovarjati podrobnosti pogodbe in bila potem zapisana 18. septembra 1986. Takrat smo obiskali vse ključne inštitucije in lokacije, zato smo si bolj jasno predstavljali, kako lahko kakšna obsežna instalacija na tako obsežnem področju Kitajske lahko izvaja. No, to je nekaj teh slik. Tudi javno trgu, že v Pekingu. Potvali smo seveda z avioni iz kraja v kraj, peljali smo iz Kitajske in naprej. To je pa v Wuhanu, predvsem na jugu Kitajske. No, na tele slici se vidijo lokacije, posleditve teh računalnikov. Peking 1, Peking 2, Xi'an, Wuhan, Guangzhou, Peking, Shenzhen, Tianjin in Šanghaj. Tam se vidi, kako so te povezave so bile vzpostavljene po telefonskih linijah z modeli, ki jih naj bi deloval v Energo Invest, vendar tisti modeli niso dobro delovali, ko se Kitajska stran hitro odločila, da se nabavljajo mislim, da so medicinsko modeli in potem da boniteta povezava dosti vredu. Jedna pa seveda prenosa hitrost sorazmerno velika, mislim, da je maksimalna hitrost, ki smo dosegli na 4800 vodov v povprečju
med najlepših publikacijah po 2006 malo recimo. No, to je slika Lučka Grča. To je ekipa, ki prišla na instalacijo. Potem so malo pisali tudi znamenitosti. To je zdaj. Še naprej. Novi pa eno od slik znotrajnosti policijskih prostorov, ki so predstavljeni te instalacije. Ljudi se tako kitajski kolegi poskušajo dojeti, kaj so napravili. Zadeve se nekaj tekle. Imeli smo veliko komunikacij glede logistike, poselitve, priprave prostorov, samega transporta, potovanj, bivanja v hotelih. Skratka, zelo zahteven logistični projekt, ne toliko strokovni, ampak logistično izredno zahteven. Če minute. To je večjano nekaj slik, to je ekipa človek podare, večem nekaj, če imaš več nekaj poved. Janeš imaš nekaj podare, šteti uživek svojego, to je ekipa, ki je bila na južnej strani, odpriti na Lozon, severno strani pa mogel Viktor Grad, mislim, da je radni se tukaj. V njegovi ekipi je bil pa Janez Strojan, Viktor, to je bilo Luhano, se naprej. V Luhanu so imeli tudi tekmovanje v Pingpongu, ker smo zelo prvi morali tudi spet nič. Bili so pa res profesionalci. To je ekipa, ki je tekmovanja in v zahvalu smo dobili 2 lokalja. Jaz sem dal početno, jaz sem bil sodnik, no mislim, da so v početno so bili boljši. No, to je pa eno od tretjih slik, posebnih v prostorih kitajske policije. Običajno so v raketnih prostorih, zelo šolneci sistemi so zelo stvarata, ampak v glavnem veliko dobenih problemov pri instalaciji. Predvsem po zahvali seveda tiste ekipe, ki v Cankarju zelo niče prej v proizvodnji pripravljati sisteme res odlično. No, je še ena takšna slika od instalacije. No, to je pa ena kratka zanimivost. Za prvi maj so visoki maj počasniki, ki so nas podali v projektno rezidenco sekretarja komunistične partije Kitajske Huaj Wranga. To je njegova projektna rezidenca blizu Guangzhoua, kjer so videli, da so švedni univerzi sedela v njegovi sprejemnici, spalnice pa vidom na sliki. Je pa tudi zelo lepa. To je tale projektna rezidenca. To je v Guangzhouu. To je na zdravje po spričnih končanji, po končanju instalacije. Torej, instalacije so končali 14. maja, potem je bilo otvoritev servisnega centra v Pekingu 18. maja, tam je bilo 8 šolnih izdrževalcev, ki so jih izdrževali v prostorih na novih velicih in hotelu Lev. Potem je bil končni registriran v celotnem mreži 50. maja in začelo v 9. trajala 24 ur, bile so razne sabotaže, ker je bilo Inštitut bezbednosti iz Beograda je bil proti temu, da bi test uspešno napravili, ker na njegovi bo poprokuro uspešno testiranju nekaj milijonov dolarjev izplačati. Vendar smo to uspeli rešiti in test pripravili do konca. Potem je prišel zaključni paket 27. maja
mislim pa, da se 21. maja sklical Štruberjev in delavskem svetu in Slovenije in vsečen delec, s katerim sem nekratko dopisal, kako je Inspiracija sreča potekla. To je ta zaključna slika, to je eno priznanje italskega prijateljstva, slika podpisa končnega protokola, ob navzočnosti Zvoneta Brada in Slovenske ambasade, to je ta protokol. Kaj naprej? No, to je še nekaj teh dokumentov, povabil. Na kratko samo še veliko kasneje smo imeli veliko razstav v Pekingu, ki pa je potem seveda nadaljevanje dela na Kitajskem je malo srečno propadal, ki so se že sklenili na leto, kaj bi oddatih in seveda do te realizacije ni prišlo. To je prejipanička komerc, ki je opisala to razstavo v 8 mesecev. Naprej. To so še slike z razstave, vidite, da je bil predstavljen tudi Triglav, kompletni program je bil izkredente takrat in se zahvaljujem za poslušanje. Hvala lepa. Zdaj nas pa do hrane in pijače deli res samo ena zelo jaka prezentacija, ne? Tako, evo, ti si pravi. Mikrofon, kaj imaš? Dragi kolegi, lep pozdrav vsem iz Nove Gorice. To, kot vidite, je Nova Gorica iz tedanjih časov. Tu nekje je bila hotel Argonauti, če lahko pokažeš naprej. Ti hotel Argonauti so bili pivnica ne sodi v naše konce, ker smo vino pivci, ne, tako v Brdih kot v Vipavi, in moralo je to seveda propast. Čeprav je dobilo nagrado borbe, ta rešitev arhitektonska, železa in plastika ne gre skupaj, vse je puščalo, končalo. Seveda Argonauti so končali v stečaju, nihče jih ni hotel kupiti. Ko sem prišel do Škrubaja pa Cigana, ker po več razpisih stečajev so ponujali za nič tole zadevo, ste me skoraj vprašala, če sem pri zdravi pameti, če nihče noče kupiti, zakaj bi mi. No, seveda smo imeli tudi mi zelo inovativen načrt. Namreč, kdorkoli je hotel iz tega kaj napraviti, ni imel kupcev. Mi smo pa imeli kupce, to se pravi naše stranke za izobraževanje. Zato smo lahko napravili hotel nov, renoviran, gremo dalje. To še enkrat vidite izhodel, to izgradnja. Zamenjali smo vso streho, napravili bakreno. Moram pa povedati nekaj. Takrat smo bili edini v stečaju na celem Primorskem. In vsa primorska podjetja so morala dajati določen denar za nerazvite, lahko so pa dala za domače lokalno podjetje, ki se ga je reševalo iz stečaja. Tako da praktično so vsa severno-primorska podjetja dala denar za to in nas je pravzaprav ta zadeva zelo malo stala finančno. Lepo prosim naprej. Tule je sončna ura. To grmovje je nastal toplokavzit. Zakaj moram to povedati? Leta 1984 je nastala velika poplava v Novi Gorici. Če gre, pojdi manj nazaj, da se vidi tisto luk nazaj. Še eno nazaj. Vidite, to veliko luknjo tu noter je prdrvela voda s hriba in potopila vse skupaj. To je bilo 8 metrov pod nivojem zemlje. In zato je Toplak ta prvo, ko smo to kupili, rekel, tu moramo napraviti zid, visok zid, ker je voda z vrha dol prdrvela. Imenovali smo Toplakov zid.
naši sosedje so bili cerkev, njih ne bo zalilo, ker imajo zveze na nebu, malo naprej sosedje so bili zveza komunistov, njih tudi ne bo zalilo, ker imajo oblast na zemlji. Mi smo se morali zavarovati s toplekovim zidom. Toliko za hec, gremo dalje. Jaz kakšnih posebnih slik nimam, še naprej, razen z otvoritve. Tu je bila otvoritev v holu, same znane osebnosti, malo nas, kar naprej, vse to je zelo hitro, Divjak Damjana Simončič, ta je potem vodil Ljubljansko banko, najbolj Anton Staparnik. Gremo dalje. Tu je okrogla dvorana, če se spomnite še dalje. Tu je nekako zgleda, tu je Rejc, mislim, da je tu prisoten, naj živi Lučjan, Frlec je bil podpredsednik vlade, Vrenko, Razvoj in tako dalje, sami politiki v tej otvoritvi, Toplak je tlele, Škrubej, Frlec, Divjak, gremo dalje, vidite, kako so učilnice zgledale, gremo dalje, to je vse, to je Kovačič, tisti Kovačič, ki je potem napravil velik kazino v Novi Gorici, takrat je začenjal prav iz niča. Škrubej, Bašin je bil direktor, to zdaj me pa že zgorilo, Bašin pa Cigan, pa Frlec, pa Vrenko, gremo dalje, Kovačič tamle, moja malenkost, moja žena, Oto Mozetič, če se ga spomnite, je bil tudi v Gorici, organizacijska enota, tam je Vlado Šprah, Škrubej, pa Miroturk. No, zdaj, iz tistega je to nastalo. Moram nekaj vam povedati. Iskodelto seveda so uničili politiki namerno, ne samo iskodelto, vse, kar je bilo tehnološkega iz Iskre, to je bilo že povedano, od mikroelektronike do avtomatike in tako dalje, iskodelte. Najbolj zanimivo je, da najmodernejši center v srednji Evropi z 10.000 kvadratnih metrov, ki je bil končan, mi je gospod Kovačič, direktor, moral priznati, da je po naročilu politike moral podreti izobraževalni center, ker bi lahko čez cesto na popolni zelenici, ki je še danes zelenica, zgradil boljšo igralnico, vendar je moral izobraževalni center uničiti. Veste, kaj pomeni 10.000 kvadratnih metrov najmodernejše izobraževalne površine, tedaj, ko so pravzaprav v naslednjih letih nastale nove univerze, šole in so to potrebovali tudi srednje šole. Se pravi, politiki, ki so nas konec 80-ih let in v začetku 90-ih let so zaznamovali naš razvoj, so dejansko uničevali našo domovino. Kaj bom povedal za zaključek? Pred 30 leti smo mi izobraževali Kitajce osnove informatike. Po 30 letih nas oni ne vzamejo niti za vajence več. To je rezultat evropskega in posebej slovenskega razvoja. Torej, neuspešni smo. Jaz upam, da se bojo stvari nekoč obrnile, ne samo pri nas, tudi v Evropi, da bojo začeli resnično slediti razvoju. Danes je sicer Nova Gorica taka, mnogo lepša, vendar razvoja in znanja ni. Hvala lepa. Hvala lepa vsem predavateljem, malo smo tole podaljšali, ampak to nam ni bilo prvič. Tako da zdaj pa je odprt lov na hrano in pijačo in potem bosta pa Janez in Angelca nadaljevala z prireditvijo. Se tudi zdaj, vsi tudi profesori, ki delajo na ključnih dvojnih zadevah, nima šans za gre sam. Ali pa recimo, da mislim, Bill Gates, to so te bolj začiteni kot ameriški socialisti. Alenka, seveda. Zajanči, kaj zdaj? Če tebe ne bi bilo... Kaj? Bi bilo pa hudič, ne? Največji šans, danes poslušam mene, noben pa ni potem načetek rekel, 8 podjetij v totalnem propadu delajo. Pa plačajo cel dolg od tega Kertinga.
Cel dom. Pa da se še kaj vidi. Evo, vidno. Hvala, naslednje. Moj brat. Je ta dom, zdaj če vse konče. Dobro, da se zdaj se nekaj dobro optiko, ki je cel projekt, VTC, telekom, zdaj tek pametni, da se podreči, zdaj imamo vsaki vasi optike. Vaški fly pohitro do telekoma se vca, vse možno. Vsi se čulijo, da 5 stat živ, kjer kaže preko Wi-Fi-ja, ki je tako močen, 100 metrov okrog laufa, kar ko je skočil in postavil. Ja, živ. Se je direkt povezan. Vse zato. Aha, miško, točno je to živa. Tukaj je vrst. Res je, Što pa slikanje, te podaje. Slabše ne bo kako besedi, kako besedi. Kako bi rekel? Tule snimljajo film. Ja, ne vidiš, Svoje malo narodno, da se jedili za miro, da se je on napisal knjigo, da bojo začali Ti si res kaj? Jaz se nisem prijavil, ampak vidim, da je že nekaj pomočil. Imam da nekaj zdaj, niso prijavljeni, Zelo slovensko je. Ja, te mudne. Zaradi Kitajske, veš, ti mudne. Janko. Prve generacije, ki so bili, zadnje so bili. Karemo, jaz na prvi veliki kušen si vezni bil, pa sem zaliv, kar pa je v Maristelu. Vencija se je ljubi Ibrahim. Vencija to je zajem za mlade entuziaste, inovacije in vse tiste, ki se upa. To je za education. Tiste, ki se upa. Sem gor, lej. A bi si kaj kupil? Jaz še nisem več jedel, zdaj sam pil. A imaš še kaj za jedel? Lej, če ne pa zate bom prikala točno tisto, kar boš hotel. Ne, pa se ti bi Dunajča s pomfrijem, ali? Ne, čakam že pa. Ni več manjci. Ni bilo vprašanje, mi to ne bomo naredili. Vidimo, da bomo preživeli. To je bilo. Punce pa vsi. Vi ste laufali. Niso vedeli, kam gremo. Vsi niso vedeli, kaj se je. Ja, zdaj pa imaš ti.
Mislim, da to manjka. Smo dejansko vladali. Veš, kaj nareči? Za PL 519. Janez, PL 519. Kdaj napiš to? PL 519. To je bila lampa od televizorja, gorenje, ne vem, kjerga. Takrat sem te pa šel televizijo popravljati. Pa ja. PL 519. Hvala, Jan. Dobar dan, smo tukaj na ploščadi na Trgu Republike, tukaj tudi stavba Cankarjevega doma. Dr. Sašo Dolenc, pozdravljen. Zdravo. Zelo zanimive zgodbe so se dogajale v Cankarjevem domu, povezane tudi, lahko rečemo, s slovensko tehnologijo in znanostjo. V tvoji novi knjigi Od genov do zvezd je to otvoritvena zgodba. Dogaja se tam nekje sredi 80-ih let in sicer tukaj dol v kleti. Ne? Ja, kot opisuje direktor Iskre Delte v svojih spominih, ne bi tam nekje sredini 80-ih let Cankarjev dom za nekaj mesecev zaprli in potem kot edini primerni klimatizirani stavbi takrat v Ljubljani razvijali zametke kitajskega interneta. To zveni zelo vohunsko, ne? In tudi tako se bere tvoja zgodba. Ja, sledimo tem spominom, so bili takrat zapleti res zelo zanimivi, ker je Jugoslavija skorda, ne da bi se zavedala, kaj to pomeni Kitajcem, skupaj z nekim sporazumom, ki ga je podpisala, obljubila tudi, da bo jim zgradila nek zametek kitajskega interneta. In to je potem padlo na podjetje Iskra Delta, ki je ta posel oziroma to nalogo takrat dejansko izvedla. Ne? In to je bil kar velik dosežek v tistem času. In za slovensko računalniško tehnologijo se je potem zanimala tudi Sovjetska zveza, ne? In z obiskom Mihaila Gorbačova marca 1988 je tudi povezana zgodba Iskre Delte, kot bomo slišali v nadaljevanju. Ja, seveda, takrat vzhodni blok ni imel možnosti, da bi sam razvil to vrhunsko računalniško tehnologijo in to moral pridobiti. In Slovenija oziroma Jugoslavija takrat je bila nek možen vir te tehnologije. In kot se spominja direktor Iskre Delte, je Gorbačov takrat prišel v Ljubljano prav zato, da bi se srečal s slovenskimi inženirji, navezal ta stik. In v ene bi tajne službe preprečile, da bi se srečali in sklenili kakšne posle. In to je celo tako, da so nekako omamili direktorja Iskre Delte. O tem več, ko bo naš gost tudi takratni direktor Iskre Delte, gospod Janez Škrubej. Šli bomo pa tudi tukaj v klet Cankarjevega doma, kjer nas bo sprejel tedanji tehnični direktor Cankarjevega doma, tako da bomo razjasnili, kaj se je dogajalo v tej, lahko rečemo, vsej rahlo vohunski slovensko-tehnološki zgodbi iz srede in druge polovice 80-ih. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Dobar dan, lep pozdrav, gospod Sašo Kranjc. Pozdravljeni. Vi ste dolgoletni tehnični direktor Cankarjevega doma. Kje se zdaj nahajamo? To je tako imenovano drugo predverje, ki je sicer danes precej drugačno, kot je bilo pred 30 leti.
V bistvu tu imamo zdaj sejne sobe, ki so nekega mobilnega tipa z enim predprostorom, ki ga v glavnem uporabljamo za razstave. Če se vrnemo v leto 1985, te prostore ste za nekaj časa dali v najem ekipi Iskre Delte, torej takratnega slovenskega računalniškega podjetja. Da, tako je. Mi glede na dobre izkušnje v sodelovanju pri organizaciji njihovih letne šole so v nekem obdobju zaprosili za najem tehničnih prostorov za neke svoje testiranja, kar smo mi seveda glede na dobre poslovne odnose in na perspektivo vsekakor te prostore našli in omogočili, da so takrat ob našem rednem programu oni v teh prostorih mirno testirali svojo računalniško opremo. Inženirji podjetja Iskra Delta so pod nadzorom tajnih služb noč in dan izdelovali in preizkušali sestavne dele računalniškega omrežja, s katerim so nameravali povezati policijske postaje 10 največjih kitajskih mest. V Cankarjevem domu so sestavljali gradnike za postavitev enega najobsežnejših računalniških omrežij na svetu, ki bi ga danes poenostavljeno lahko opisali kot nekakšen zametek kitajskega interneta. X. Moje ime je Janez Škrubej, bil sem generalni direktor Iskre Delte v času med leta 82 do leta 89. Janez Škrubej je pred leti izdal dnevno knjigo z naslovom Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. V njej podrobno piše tudi projekt Iskre Delte s Kitajci. No in mi smo seveda vse pripravili, v software se pri nas napisal, vse interfejsi in vse podobno. Računalnike smo mi naredili po svoje, čeprav smo koristili ameriške trike, ki smo jih kasneje povezali. Šlo je za nekakšen predhodnik interneta, lahko rečemo, ne? Zdaj modernim generacijam. Ja, povezali ste policijske postaje. Ja, to je bilo neke vrste elektronsko pošto, bi tako rekel. To je bila v bistvu elektronska pošta, ker smo bil prenos fajlov iz enega konca na drugega preko telefonskih linij in pa brezžičnih povezav, visokofrekvenčnih. No in tiste hitrosti so bile nezamisljivo počasne. To je bilo menda 4800 ali koliko bodov in je to dolgo trajalo. Pa ker to ni bilo dobene slike, to je bil sam tekst, prenos teksta in navodil iz enega mesta tem področnim enotam policije, je pač ta zadeva bila blazno interesantna in zato smo tudi prej šolali preko 100 kitajskih inženirjev v Sloveniji, v Novi Gorici. Kitajci so Iskro Delto opazili na zagrebškem sejmu, kjer so predstavljali lastne računalnike, ki so jih izdelali z uporabo ameriških procesorjev. Kitajci so zaslutili, da bi z jugoslovanskim visokotehnološkim podjetjem lahko prišli do sodobne informacijske tehnologije, neposredno v ZDA, pa je niso mogli kupiti zaradi embarga. Zato so na obisk povabili takratnega notranjega ministra Jugoslavije Staneta Dolanca in z njim sklenili pogodbo o sodelovanju policij obeh držav, v kateri je bilo omenjeno tudi, da jim bo podjetje Iskra Delta postavilo računalniško omrežje. Šlo pa seveda za zelo občutljive zadeve, kot vemo, računalniki brez ameriške tehnologije ne morejo delovati. In takrat seveda odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike niso bili najboljši, oziroma jih pravzaprav sploh ni bilo. Torej ste potrebovali neko posebno dovoljenje. Ja, še predtem smo mi bili odločeni v Beogradu, da je treba, da naša vlada pove ameriški vladi, zakaj se gre in da brez njihovega soglasja mi ne bomo delali. In zato je bil tudi v Beogradu velik problem, dokler se ni vključil gospod Janko Smolek, ki je bil taj finančni minister in ki je prepričal predsednico vlade, ki je bila taj Milka Planinc, da morajo pač povedati Američanom, in pa so formirali delegacijo, v kateri sem bil tudi sam. In na to smo mi prezentirali Američanom, kako bo cela stvar izgledala, ker niso verjeli.
da bo to delalo in pa da bi preverili, koliko njihove tehnologije šlo v tako zvano komunistično državo, ne glede na embargo, ki je obstojil. In je šlo in je delalo, seveda v budnem spremstvu obveščevalnih in kontraobveščevalnih služb, tako jugoslovanskih kot ameriških in zagotovo še katerih. Tako imenovani projekt Milijarda se je preizkušen v kleti Cankarjevega doma ob pomoči slovenskih inženirjev odlično obnesel in povezal kitajske policijske postaje. Frekvenca X. Okrog postavljanja zasnove kitajskega interneta med slovenskimi inženirji Iskre Delte kroži kar nekaj anekdot. Eden izmed vodilnih inženirjev se je menda v Peking odpeljal kar z motorjem. Moje ime je Ženva Damjan, sem diplomirani univerzitetni inženir elektrotehnike, elektronike. Upokojenega inženirja Iskre Delte Ženvo sem obiskal na njegovem domu v Črnučah, kjer še vedno navdušeno programira. V mladih letih je delal na Škotskem, imel je ponudbo za študij na MIT, a ostal v Sloveniji. Če se morda vrneva, v maju 1978, pričakovali ste hčerko in pa še nekega drugega, tretjega otroka. Tako je, hčerka je prišla malo prej, pred tem našo Delto 340, hčerka je Ajda. Inženir Ženva velja tudi za neformalnega očeta Deltinih osebnih računalnikov, katerih najbolj znana modela sta Triglav in Partner. Turistična agencija Kaufland v Celovcu vodi z mikroračunalnikom Partner vse svoje poslovne operacije. Za manje od godinu dana upotrebe mikroračunara Moj Partner početno nepoverenje u našoj redakciji zamenilo je oduševljenje. V komunalnem gospodarstvu občine Radovljica uporabljamo partnere za saldo konta in glavno knjigo. Poslovni računalnik Iskre Delte. Sestavili smo v bistvu procesor in razne periferne enote, tračno enoto, diskovne pogone, ampak če bi se zdaj spomnil teh časov, kakšne so bile kapacitete, recimo disk je imel 40 megabajtov, to izgleda v današnjih časih pravzaprav smešno malo. Računalnik Partner, poleg Triglava, širše javnosti najbolj znan produkt, Iskre Delte. Imate mogoče tako kako oceno, koliko ste jih recimo izdelali? Jaz celotne številke ne vem, ampak za eno leto se spomnim, da jih je bilo narejenih 2000, kolikor se spomnim. Zdaj ta projekt Partner je bil pa razvit pri nas, deloma pa tudi v Ameriki. Za operacijski sistem smo pa kupili licenco. Ta je bil 8-bitni, naslednik je bil Triglav, je bil 16-bitni računalnik, ima pa ime Triglav potem, ker je imel 3 različne procesorje, to bil Intel, Motorola in Dekov čip J11, ki je bil pomanjšana verzija v bistvu enega PDP-ja. Na tem sistemu so tekli tudi 3 različni operacijski sistemi. Dobar dan, Veri. Si spet zamubil. Dedi pripravljen. Deltin računalnik Triglav je nastopal tudi v legendarnem mladinskem filmu Poletje v školjki. Oče je pisal. Kaj piše? Ne pridemo k njemu v Ljubljano. Pri tem sistemu pa tudi prej smo posvetili tudi pozornost industrijskemu oblikovanju, tako da je dobil tudi mednarodno zlato priznanje v Nemčiji. Inženir Damjan Ženva je aktivno sodeloval tudi pri gradnji zametkov kitajskega interneta. Čem je bila tista glavna skrivnost uspeha Iskre Delte? Ja, mi smo bili predvsem veliki entuzijasti. Pri nas ni noben gledal na uro, pa tudi naš direktor, on je velik borec, pa tudi veliko si je v tistem času upal. Frekvenca X.
Seveda pa projekta izgradnje računalniškega omrežja za kitajsko policijo ni bilo mogoče povsem skriti pred drugimi državami komunističnega bloka, ki so prav tako želele pridobiti ameriško informacijsko tehnologijo. Leta 1988 je Slovenijo tako obiskala močna sovjetska delegacija, ki jo je vodil sam Mihail Gorbačov. Ne glede na uradni program obiska, je Ruse takrat dejansko zanimalo samo eno. Ali bi lahko s pomočjo slovenskega računalniškega podjetja prišli do računalniške tehnologije, s katero so močno zaostajali za Zahodom. In tukaj zgodba o Iskri Delti po pričevanju direktorja Škrubeja postane pravi vohunski triler. Ja, mene so na tistem obisku maknili, da se ne bi srečal z pravimi iz ruske delegacije, pač pa sem se samo z predstavniki njihove obveščevalne službe. Lahko to mogoče malce opišete, ker zveni res filmsko, težko si predstavljamo, v dolgih časih. V glavnem, mene so pač prikazali, da sem na brzino dobil vročino, česa sem pol težko razložil, ker sta ta dva, ki bi me odpeljala predsedniku, bila pri naši tajnici v sosednji sobi. Tako da so me pol pri drugih vratih odpeljali. Dobil sem pa injekcijo, od tajnega agenta. Ja, ne, to sem dobil pač, da bi bilo bolj učinkovito, da sem začel goreti, oziroma da mi je začel potiti, če bi slučajno ona dva prišla not. O prisotnosti agentov KGB-ja v Iskri Delti je bila pravočasno obveščena tudi jugoslovanska kontraobveščevalna služba. Poseben agent, ki je bil zadolžen, da direktorja začasno onesposobi, je prišel v Škrubejevo pisarno pri stranskih vratih, ki niso bila povezana s tajništvom, in mu hitro dal vnaprej napovedano injekcijo. Delovati je začela takoj, zato je direktor takoj po odhodu agenta kontraobveščevalne službe poklical šoferja, naj ga odpelje, ker potrebuje zdravnika. Agenta KGB-ja sta takoj zasumila, da nekaj ni v redu, zato sta mu hotela preprečiti odhod iz pisarne, vendar sta, ko sta videla, da kar gori od vročine, popustila in direktorja Škrubeja so odpeljali na dogovorjeno mesto. Kot v knjigi piše Škrube, je šlo za načrtovano diverzijo, saj se je oblast bala, da bi računalniško podjetje, ki ga ni nihče dobro nadzoroval, zaradi proizvodnje strateških računalniških sistemov postalo premočno. Škrubejevo zgodbo smo poskusili preveriti tudi pri gostiteljih in gostih takrat odmevnega obiska v Ljubljani. Takrat najvišji slovenski partijski politik Milan Kučan, ki je sprejel Gorbačova in mu z Iskrine stolpnice tudi razkazal Ljubljano, ne želi komentirati navedb v knjigi Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. Obrnili smo se tudi na fundacijo Mihaila Gorbačova. Zanimalo nas je, če je sovjetsko delegacijo takrat res zanimala predvsem slovenska informacijska tehnologija. Gorbačov tiskovni predstavnik je naši moskovski dopisnici sporočil, da je gospod Gorbačov trenutno v pripravah na svojo 85-letnico, ki jo bo obhajal 2. marca in da do takrat ne daje posebnih izjav in intervjujev. X. V trenutku, ko bi Iskra Delta dejansko lahko postala pomemben igralec na mednarodnem tehnološkem prizorišču, saj so imeli veliko naročil in razvojnih načrtov, žal ni imela podpore ne v stari jugoslovanski, še manj pa v novi slovenski oblasti. Zato so jo kmalu razkosali, močan razvojni oddelek pa razpustili. Janez Škrubej. Ja, jaz mislim, da sigurno so se bali, da bi se zamerili Američanom. To sigurno bolj kot Rusom, čeprav so Rusi blazni pritisk vršili. No in na koncu je stvar bila taka, da sem jaz bil povabljen v Ameriko in teda so oni potem v hitrem, v nekih par mesecev, zaradi tega, ker smo se mi mogli zadolžiti za postavitev tovarne, so nas najdli, da smo bili neki mesec, dva nelikvidni. In seveda morate se zavedati, da je bila inflacija 1000% in seveda, glede na to, da smo imeli še pritisk ze strani Sovjetske zveze, da so nas izsiljevali, če ne damo takoj proizvodno Tridenta, da nam ne bojo plačali tisto, kar smo že dobavili.
Seveda, ob tem smo imeli iste probleme z Beogradom, isto je Milošević, ki je isto hotel to imeti, pritisku na nas, da ne bo več plačal nič, kar smo mi dobavili, ker pač ni to v njihovem interesu. In tako smo mi kar naenkrat bili, prvič, ogromno smo imeli neplačenega, nismo imeli pa dobene podpore strani slovenske vlade, da bi nas kdo premustil tisti čas. In taj sem jaz videl, da nima smisla se jeti več te bitke. No, in zato sem tudi dal pol stavko na delavskem svetu junija in sem najšel v Ameriko. Potem so pa seveda si izmišljali vse žive zgodbice v nas, da sem tu, da so lahko uničili vse, kar je bilo narejeno, predvsem pa razvoj. X. Zgodba o slovenskem računalniškem podjetju Iskra Delta je zagonetna in zagotovo večplastna. Dolgoletni direktor Janez Škrubej si je svojo resnico upal razkriti v knjigi, ki je šla tudi na ameriškem trgu. Ob tej priložnosti ga je sprejel tudi takratni ameriški veleposlanik v Ljubljani, Joseph Musumeli. Na naših družabnih omrežjih je napoved oddaje zbudila kar nekaj zanimanja in tudi dvomov, čež gre za umetno ustvarjen mit in da je bila Iskra Delta pravzaprav sporno podjetje, kjer je vladal prevelik razkorak med inženirji in ambicijami vodstva, pri čemer takratna komunistična politika ni zmogla prave presoje. Skušali smo dobiti tudi kakšno drugačno mnenje ljudi blizu Iskre. Za nastop pred mikrofonom nam ni uspelo prepričati nikogar. Dejstvo je, da je bilo podjetje Iskra Delta fenomen svojega časa. Ali bi lahko danes imeli res lastno Nokio, pa seveda ostaja zgolj hipotetično vprašanje. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Na frekvenci X smo bili Sašo Dolenc, Maja Mol in Luka Falc. Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, 3x2.rtvslo.si, poševnica Val 202.